Dober dan, dragi moji. Evo, spet je dan za kavico z mano. Moje ime je Renata Kekovič. In evo, danes smo eno čudovito, zanimivo gostjo. To je Indira Ekić. Indira, dobrodošla. Hvala za povabilo. Hvala tebi, da si se odzvala na moje povabilo. Takoj, ko si poklicala, sem rekla, to pa grem. Evo, sem vesela, res. Saj veš, da sem te v bistvu nekako, že prvič, ko si šla v šov, sem te nekako začutila, joj, ta punca je tako, ima eno energijo, nekaj posebnega in sem tako živno nabijala sodelovali. Že prej smo nekaj sodelovali. Na dan za punce sem te povabila. No, v glavnem, če še ne veste, kdo je Indira Ekić, mogoče evo čisto na kratko, da se predstaviš. Aha, okej. Ja, ljudje me najbolj prepoznajo, ko rečem The Biggest Loser Slovenija. To je še vedno aktualno. Je prišlo obdobje, ko sem rekla, hočem, da me ljudje prepoznajo ne samo po The Biggest Loserju, ampak tudi po čem drugem, ampak še vedno se me drži ta naziv The Biggest Loser. Tako da ja, najbolj potem. Potem pa, po čem bi še človek rekel? Najraje, mislim, ljudje, ki reče, da sem influencer, čeprav se temu izogibam. Influencer mi je malo smešno. A ti ni všeč glih naziv? Ni mi najbolj všeč. Po drugi strani pa imam nek vpliv na punce, še posebej na punce, ker moj profil 36,000 ljudi, 80% je samo žensk. To pa je lepa. Pa sem pa res idol nekako vzor. Nekak vzor sem, ampak vseeno influencer se tako nekako grdo sliši, tako da vseeno rečem. Se ti zdi, da je mogoče malo zaznamovan izraz, kako? Kaj pa ne vem, Instagram, ali to ti isto, ne vem, Instagramer, kaj to ti isto? To mi je tudi tako neosebno. Ali pa influencer, pa še posebej zato, ker danes je vsak drug influencer. Je to res hitro, ne, lahko... Pa še posebej punce, ko dajo tiste pač res, ne vem, pač Instagram je, vse veš, kak je Instagram, spodbuja se vse to, kar ni naravno. Postava mora biti 90, 60, 90, perfektna koža, perfektni make-up, veš, ampak jaz tega ne spodbujam, jaz tega ne silim, tako da nisem ta klasičen Instagramer. Ja ne, po mojem so se ljudje mogoče, a veš, da tudi ta naziv, da si pridobila, ker so se pač poistovetili s tabo, ker si šla pač v šov, kot ne vem, čist navadna punca, a ne, mislim, tako, imela si, ne vem, težave s težo, ne vem, mogoče malo slabša samopodoba, ampak koliko si, kar dosti, ja, no, pač nisem hotela, boš ti povedala, ampak pač, da so se nekako pol poistovetile s tabo, ker si naredila ogromen napredek in dejansko si pač zasluženo bi rekla, da si prišla pač do vsega tega, kar v bistvu danes pač počneš. Pri meni je bilo že od samega šova, že od samih začetkov, nič ni bilo namenoma. Veš, vodila me je neka pot, ne vem, veš, poslušala sem sama sebe in še šla delati to, kar prej nisem upala. Naprimer, ne vem, danes, kdo bi rekel pred 10 leti ali pred 2 leti, da bom jaz zdaj model. Točno to sem te hotela vprašati, kako se v bistvu danes počutiš kot model, sodeluješ z različnimi znamkami? Ja, in to vrhunskimi znamkami, nikoli v življenju ne bi rekla, da bom jaz kdaj se slikala v spodnjem perilu za listo. Nikoli! Ampak se pravi... Fotke so fantastične, poglejte si, če ne vede, res, kako model za lase, model za ono, ampak veš, ko ljudje me vedno sprašujejo, kakšen je recept za uspeh, da ti nekaj uspeš, samo poslušaj sebe. In ne vem, jaz sem bila vedno itak, dolga pot je do tega, da sem jaz sploh samozavestno prišla od tega, da rečem, ja, zakaj pa ne? Točno to, kako pač odkje ta ideja za to, ne vem, da se prijaviš na šov in a si sploh pričakvala, da boš pač izbrana, ne? To je bilo čisto spontano, kako je bilo? Z mojim bivšim smo se skregala na smrt. Jaz sem itak cel teden ležala, jokala, jedla. Moja rekreacija je bila postelja, hladilnik, postelja. Moje življenje je bilo depresivno do amena. In potem jaz vidim to prijavo na Facebooku, ne vem, na internetu in sem rekla, to je za mene. To je za mene. Če je to za mene, prav začutiš. In sem rekla, nimam kaj zgubiti, jaz se bom prijavila. In dejansko sem se bolj prijavila, pripopala fotkico, ker rekla sem Sekici, daj prosim slikaj me, našla sem ene hlače v omari, ki me najbolj široko naredijo, majico, da se res vse, veš, špek, da se vidi, da se najbolj, in sem rekla, poslala bom. In to je pol, se pravi... Že to je pogumna odločitev. Ja, ampak to... vsaka čas, ne vem, mogoče se kdo ne zaveda, ampak to je dejansko, to ni kar tako narediti, ne? Brez dobenih pričakovanj,
karkoli, da bi vedela, da me bo karkoli čakalo, sem enostavno poslala fotko in čakala. Ja. In dejansko sem pol dala 6 audicij čez. Glej, jaz sem bila 6 vedno audicij je 6 bilo. audicij je bilo, od zdravniških pregledov do psiholoških testov in dejansko sem bila zbrana. Čestitke, res. In dejansko življenje se ti je spremenilo. Čist na 360 stopinj. No, in kako se pa soočaš recimo s tem preobratom? Zdaj pravim, jaz sem šla brez vsakršnih pričakovanj v ta šov. Jaz sem bila vedno, mesec dni bom že, sem toliko dobim malo navade, bom že doma nadaljevala. Jaz sem prišla do finala. Res. Ja, točno to. In vedno bolj v šovu sem začela verjeti v sebe, videla sem, da sem dejansko ful psihično sposobna, da sem tudi bolj sposobna ženska, kot sem kadarkoli prej mislila, ne? In takrat je začela moja samozavest rasti. In dejansko sem bolj na finalni večeri, videla sama sebe v najboljši možni različici in takrat je vse začelo nekako bolj rasti. A ne? Ja, mislim, bolj se imaš, ker veliko govorijo te ljubezen do samega sebe, pa ne vem, postav se, ne vem, pred ogledalo in govor, da si, ne vem, samozavestna oseba, a tebi bi to recimo takrat, preden se prijavila, a misliš, da bi ti to pomagalo? Ne, meni doben živ ni znal pomagati, dobeden. Pa si rekla komu, recimo, ne vem, si se obrnila na nekoga, recimo, ne vem, ali za pomoč, ali kakoli? Jaz sem že imela take probleme sama pri sebi, da sploh nisem, prepričana sem bila, da mi doben niti ne more pomagati. In se sploh nisem spuščala v take stvari. Šlo pa ljudje okrog mene tega niso opažali, ker sem vedno se razdala, da sem nekaj drugega. Kaj, bolj vesela? Bolj vesela, srečna, bla, bla, bla. Ko sem prišla domov, pa je bilo tisto ono. No, to sem te hotela vprašati, ker veliko ljudi, ki imajo, ne vem, bom rekla, probleme s težo, ne vem, jaz jih poznam veliko, ki so, ne vem, toliko so nasmejani, polni energije, pozitivni, veš, in to je tako, pa temu gre vse kot po maslu, on je toliko ena srečna oseba. Ja, realnost je dostikrat drugačna. Ja, da si pol v bistvu, ko si sam sabo, si pa takrat mogoče. Ja, verjetno, ja. Vsaj pri meni je bilo tako. Poznam tudi osebe, ki imajo stopa več kil in so dejansko srečne. Tako da je treba njih vprašati, kak recept je za srečo. Točno to. Ali je pa ista varianta, da pride domov pa pol Ker ne moramo vedeti, recimo ti si ena takih, ki prizna, da je to bo tako. Se pravi, jaz pa nisem pričakovala, da bo to karkoli pred televizijo, da bo to pred Slovenijo, da bom se dejansko mogla sleči pred Slovenijo in hujšati pred Slovenijo. Se pravi, brez vsakršnih pričakovanj sem šla not in dejansko sem pol to naredila. Zanimivo, da se je vsaka čast. Ampak to me je bolj vodil bub kot karkoli drugega. Ja, ampak rabaš zgleda pač nek tist, da te pritisne, da pač narediš neko spremembo. Pa ne vem, mogoče tudi, če se ne bi skregala s fantom, misliš, da bi se prijavila? Verjetno ne. Ne, nikoli. Ne bi, ne. Potem je tudi prišlo od tega, da mi je rekel moj bivši takrat odloči se šov ali pa jaz. In sem takrat rekla, ultimat ti je dal. Ja, sem nekaj gledala, sploh ne razmišljam šov. Bravo. Ker veliko pa se mi zdi tudi v zvezah, veš, da smo ljudje zelo taki, da če nam partner nekaj reče, ne to, ne vem, ne ono, da se kar tako malo prilagodimo in kar malo pozabimo na tiste svoje res ta prave srčne želje. To jaz vedno rečem, tudi na primer zdaj sem v zvezi najbolj srečna, imam najbolj popolnega partnera, ampak vseeno imam sebe na prvem mestu. Če bi karkoli začutila, da to ni okej za mene, ali pa ne vem, da postaja posesiven, ali pa ne vem, da jaz ne morem živeti svojega življenja na polno zaradi njega, bi verjame tudi tukaj naredila res. Ja, res, moraš se imeti rada. Ampak to je bil proces, kot sva pač ugotovili nekako, kaj, ti si šla čez ta proces, bo rekla, na očeh javnosti. In pač, a bi rekla, da tukaj si nekako pridobila na samozavesti. Veš kaj, se pravim, vedno sem sledila svojemu srcu. Zdaj, da me vprašaš za nek recept, kako do samozavesti, ne vem. Enostavno sem živela najboljše, kar se da po šovu, sem hotela res nadoknaditi vse, kar sem prej zamujala. Veš? In sem dejansko delala stvari, ki v življenju še nisem počela. In dejansko sem šla na fotoshooting brez vsakršnega znanja. Sploh nisem vedela, kaj delam, enostavno sem se smejala v kamero in pozirala. In dejansko je takrat fotograf rekel, tebi pa res to uspeva, tebe ima kamera rada. In že komplimenti drugih ljudi je meni dalo pol tisto, veš, samozavest, punce na Instagramu, vrhunsko izgledaš, daj mi nasvet. Ogromno puncem sem tudi pomagala, kak iz toksičnih zvez. In potem sem jaz tudi osebnostno rasla, tako da bom rekla, da je zelo pomembno, s kakšnimi ljudmi se ti obdajaš. A ne? A boš rekla, ne vem, kakšno je razlika recimo med ljudmi, ki te zdaj obkrožajo, pa recimo prej, pred šovom? Ogromna razlika. Tudi zdaj, na primer,
ne bom rekla zdaj specifičnih ljudi, ker je brez veze, ampak kakršenkoli negativni vpliv čutim, ni važno, kdo je, odmaknem. Ja. Dejansko, ko pa vidim, ne vem, osebo, lahko to oseba, ki jo prvič vidim, tudi na primer ta oseba, punca, ki mi dela maderoterapijo. Okay. To je ena punca čisto taka, veš, prvič je spoznala, energija klapa v eno in se že ujamem. Skratka midve. Ja, in sem rekla, s tabo hoče iti večkrat na kavo, ker te hoče imeti v moji bližini. Super. Ne, res, jaz mislim, da danes ni več toliko pomemben, koliko časa nekoga poznaš, ker ne vem, so prijateljstva, ne vem, že od malih nog in potem, ne vem, kar naenkrat, ne vem, pride, ne vem, mogoče ljubosumje, a si ti bila, recimo, ne vem, a si doživela na svoji koži, da je nekdo, recimo, kad je bil blizu, ne vem, da je, ne vem, ali ljubosumen ratu na tvoj uspeh, ali ne vem, da so se odmaknili ljudje, ali mogoče nimate enakih pogledov. Veš kaj, tu bi mogoče izpostavila predvsem osebe, ki so se prej družile z mano, ko pač ko nisem bila uspešna, ko sem bila vedno žalostna, sem imela en krog ljudi, ki so negativno vplivali na mene. Zdaj, na primer, ko sem uspešna, pa tudi ko gledam te iz The Biggest Loserja, malo kdo se druži z mano. Pa ne zato, ker bi bila slaba oseba, ampak mogoče zato, ker sem uspela nekaj, kar drugim ni ratalo. Točno to. Mogoče njihova bolečina jim preprečuje nekako, da bi bili veseli tvojih uspehov. Točno tako, ampak na koncu sem jaz vesela, da takih ljudi imam zraven. Ja, ker bi ti pili energijo. Točno tako, tako da se kar sami odstranijo, veš, meni pa to pa. Tako da dejansko je zelo pomembno, s kom se družiš, če tudi je to družina in ima negativen vpliv na tebe, idi stran. Lahko je to sestra, lahko je to najboljša prijateljica, lahko je to nekdo, lahko je to tudi mama. Veš, kako čutiš, da negativno vpliva, da ne moreš živeti svoj sanj zaradi nekoga, idi stran. Živi svoje sanje, ker enkrat se živi. Jo, vidite, kakšen nasvet, punce, če gledate. Ja, res se strinjam, da je res. A tebe je tako družina te pa podpirala? Pač, a si jim povedala, pač, da si se odločila, da boš poslala prijavo? Ja, dejansko se mama in sestra so od prvega dneva vedle in sta me podpirale, čeprav sta vedno imele nek dvom, da meni ne bo uspelo. Ker veste, kakšna oseba sem jaz. Vedno obupam. Veš, 1001 sem šla v to dieto, vsak ponedeljek je bila moj začetek diete. Se pravi, si šla veliko, mislim, skozi ta proces diet? Jaz sem vse možne diete dala čez. Res, dieta lubenica, veš, kaj malo. Vse živa, verjemi, da ni diete, ki jo jaz ne bi poznala. In zato sta mama in sestra dejansko vedele, da mi to mogoče pa ne bo ratalo. Po drugi strani pa sem imela vedno 100% podporo. Veš, tako da ampak vseeno mi pa paše, da živim sama s fantom. Verjamem, ko imaš nekako tudi svojo avtoriteto, pa zdaj se mi, če najdeš partnerja, kateri so sleze, da se podpirata, kakor si rekla, na svoji poti, da je tudi malo drugače, ne vem, tudi bolj te razume, ker jaz vem, recimo, ko pridem še danes k staršem, mi imamo pač čist drugačne poglede nekako na svet. Točno tako. Jaz rečem, mladi stvari ne grejo skupaj. Moja mama vedno govori, jaz rečem, mama, odločila sem se, da bom poskusila to pa to. Joj, pazi, pa 3-krat premisli, preden se kar spustiš, pa... Jaz tega ne rabim. Točno to. Meni moja mama mi je rekla zadnjo, pa pravim, jaz bi se prijavila, ne vem, za nek projekt, za prakso, za karkoli. Pa ti bi milijon stvari naenkrat, pa vzem eno stvar, pa mami, jaz delam milijon stvari, ampak pač čutam, da je tako prav in hočem si nabrati čim več izkušenj in taka sem, že od samega začetka, jaz nisem ne vem, samo nared faks in ne vem, pol delaj še 30 let, a veš naprej Enim staršem je tudi zelo pomembno, da samo diplomo rešiš, pa če boš ti imela službo ali ne. Karkoli, samo da moja hčerka ima diplomo. Pa da lahko povejo, da Tako da jaz rečem, kakršenkoli negativni vpliv ali pa karkoli, kdorkoli ne verjame v tebe, kar idi stran in deli to, kar ti srce govori. Bravo. Evo, vidiš, to je res zelo, zelo dober nasvet. Tako da, Indira, kaj pa mogoče zate sploh, ne vem, uspeh? A sebe dojemaš kot uspešno žensko? Mislim, veliko si dosegla, zdaj pa ne vem, kakšen je tvoj pogled na te stvari? Jaz rečem, uspeh je taka reč, jaz sem uspešna takrat, ko sem finančno neodvisna, da lahko rečem, da nisem odvisna od nikoga, da lahko poskrbim sama za sebe, to je za mene uspeh in da sem kljub vsemu srečna. Veš, če sem jaz srečna, pa lahko sem tudi čistilka, mi ni problem. Veš,
tudi, naprimer, danes jutri, če ostanem brez službe in se moram spustiti v delo čistilke ali pa kakršnokoli delo, ki je nehvaležno, če sem jaz srečna, sem uspešna. Bravo, evo, to je pa res tudi en zelo, zelo dober nauk. Ja, točno, ker konec koncev sreča je, a ne tisto, ker... To je. Čim ti moraš iti v službo, pa ti ni do tega, pa se zjutraj zbudiš, pa rečeš, spet moram v to službo. Veš, ko imaš tisti smok v grlu, ne vem, a se kdaj izbujala tako, da ti je bilo, ne vem, da ti ni bilo do ničesar v življenju. Zdaj pa verjetno drugače, ne? Zdaj se pa vsako jutro zbudim in točno imam svoj urnik in rečem, danes pa grem to, pa naličiti imam te punce, pa pol grem na sestanek, pa to. In veš, komaj čakam, da se dan začne in jaz tu rečem, da res lahko rečem, da sem uspešna. Bravo, vse to je to, kar šteje in ja, itak, da si uspešna, jaz ti to lahko tudi, naprimer, potrdim. Imaš naprimer neke delavnice, moji followerji kar rastejo. Zdaj, če vprašaš, kak uspeh, skrivnost, ne vem. Po moje pač to, kar si, ali kaj, ne vem, so te začuti, ali pa po moje prijazna si, dostopna si. In ne vem, kaj pa je v bistvu tisto, kar ti je najlepše pri tem tvojem poslu, ne vem, influencerka, čeprav ne maraš tega naziva, ampak kaj ti je najlepše, kaj ti je pa mogoče najtežje pri vsej tej prepoznavnosti? Veš kaj je, bom rekla, najboljša stvar pri vsem tem je, da mi punce verjamejo, da mi zaupajo in da, ne vem, da lahko naredim nek vpliv, še posebej na mlade. Točno to, ker imaš res neko tako zgodbo, imaš, ki si jo pač, ne vem, cela Slovenija si pogledala in nisi zlagana. Evo, jaz lahko to rečem, ker res začutim človeka, kakor sem tebe, evo, prvič pa samo videla sem te, pa polk sva se spoznale in sem vedela, ti si sigurno dostopna, kakor pa pri enih pa pač ne čutim tega. Pa lahko velja še za ne vem kakšno uspešno žensko, pa ne mi zameriti, ampak jaz take ne bi povabila k sebi na kavo. Zato sem pa rekla, da moram priti sem, ker mi tudi ti odgovarjaš, tudi energijsko. No, evo, to je to, kar šteje, enako. Hvala. Se pravi, najbolj to, da imam na mlade vpliv, ker mladi so vedno bolj težjem svetu. Koliko si stara, če ni skrivnost? Ni skrivnost 30 let. No, vidiš, jaz sem 28. Mi smo ta generacija, ki smo dali ta pritisk čez. Ni bilo socialnih omrežij, pa recimo, ne vem zate, ampak jaz sem bila čisto izgubljena v osnovni šoli. Že takrat. Ja. Zdaj so punce še 3-krat bolj, naprimer. In punce dejansko ne vejo, kako se obnašati v družbi. Je sprejemljivo, če ima mozolček na obrazu, če ima mogoče malo več celulita ali pa, ne vem, malo bolj močno postavo, niso samozavestne. Te popolne punce na Instagramu gledajo, potem samozavest še bolj pade. In jaz sem tukaj in veš, isto čutim tisto potrebo, da dajem to poslanstvo naprej, da rečem, da je tudi nepopolno okej. In to mi je ful dobra stran Instagrama, negativna stran pa je to, da, ne vem, mogoče to, da preživim preveč časa na telefonu. Dejansko preživim, glih sem včeraj gledala 8 ur na dan, preživim na Instagramu. Ti imaš ful šiht s tem. Tu moram zmanjšati, ker vseeno jaz rečem, ni življenje samo Instagram, ampak idi ven na sonček, pa uživi malo, pa tudi fanta imaš. V glavnem, vsak teden. Se ti da mogoče od vseh teh obveznosti v telefonu, ne vem, ker malo pozabiš na fanta. Res je. In to se pravi, vsak teden moram spomniti sama sebe, da moram stopiti en korak nazaj. Tako to je mogoče negativna stvar, pozitivno stvar pa tudi imam, tako da... Sigurno, da si nekje. Ja, ampak če tako gledaš, to je danes tvoj, konec koncev bi lahko rekel, tvoj posel. Res je. In pač to zahteva, da si na socialnih omrežjih, a ne, kakor nekdo gre v pisarno v službo, ne vem, nekdo gre pač v kuhinjo, karkoli. Ti imaš pa pač delo s socialnimi omrežji, ampak to zahteva, ne vem, 24/7, da si skozi aktivna. Dejansko res. Se pravi, včeraj, 3 dni sem bila malo neaktivna, ker sem bila res zasedena od fotoshootingov, sestankov in dejansko malo pozabiš na telefon. Evo, še zdaj ga imam tu zraven. A ne, ker ne moramo stran od telefonov. Se mi zdi, da smo res, a ne tako, pač čeprav hočemo dati neko pozitivno sporočilo, ampak kar malo smo odvisni. Prav ne vzami mi telefon, vzami mi kar čestim telefona, ne. Točno to. Jaz gledam 3 stvari, ki grem ven iz bajte, če pustim otroka v strani. Telefon, ključi,
Pa denar. To je noro, če nimam telefona, pa mi nekaj manjka. Pa ne, čakaj, kje je? Ali pa ne vem, kako ga zgubiš, ali včasih, ko podzavestno tisto narediš, nekje pustiš telefon, ali ključe, kje so, in bolj kar cel histeričen si. Ali pa če se ti sprazni baterija, prav komaj čakaš, da prideš domov, ker imaš občutek, da te nekaj nujnega čaka. Točno. Da te nekdo ravno ta trenutek nekaj nujno rabi. Točno. To je neka vrsta odvisnosti in se tudi tu odvajam. Vsaka čast. Ampak ja, se pravim, včasih je kar malo težko, v kakšnem svetu pač živimo in točno to, kar se reka, le kaj pač mladostniki danes pač nekako preživljajo, tako da toliko tega vpliva. Pa ne vem, danes že vsaka punca ima, ne vem, ustama povečana, ne vem, kakor se rekla, popolna koža in nekaj. In se mi zdi, punce tudi hočejo biti podobne in skoraj vsaka si danes že, ne vem, nafila usta, pa se mi zdi, ok, če je nekako estetsko narejeno, ampak nekatere pa ne vem, če imaš ti tak mišljenje, ampak mogoče malo pretiravajo. Jaz pravim, jaz sem že imela, mislim, da 2 ali 3 ponudbe, da grem, jaz sem si popravila nos, to ni zadana skrivnost, da bi si, veš, povečala ustnice, povečala veš, prsi, vse bi mi naredili zastonj samo za eno objavo na Instagramu. Veš, in sem odločna, da rečem ne. Enostavno, jaz sem zadovoljna takšna, kot sem, ta nos mi je res malo na samozavesti. Jaz to čisto podpiram. Lej, dokler je tako, da ti nekaj res moti in da vpliva na tvoje samozavest, se pravi, da nisi ti toliko samozavesten ali da se ne počutiš toliko dobro v svoji koži, kakor bi se s tem. Jaz sem recimo pa, bom rekla, te bom še vprašala glede noska, jaz sem pa recimo imela, ko sem se rodila, sem jaz imela pač tako materino znamenje na hrbtu in veš, ko se ti usedeš, če nisem pač pazila, kako imam v bistvu gatke nameščene ali ne vem, pas, od hlač, se je to videlo in to je tako 10 cm. In si verjetno imela cel čas občutek, ali se vidi, ali se ne vidi. Tak je pri mojem nosu. Ne vem, če sem gledala ravno, če me kdo gleda z profila, sem imela feeling, kot da me gleda v nos. Čeprav ni gleda v nos. Ampak to je naša, se pravi, take stvari ni nič narobe. Pojdi, če ti že se boš vredo počutil, idi, ni nič narobe. Ampak tako kot praviš, ene pa res ne poznajo meja. In potem to prav zgleda groteskno včasih, a ne? Ne, sej, to si čisto dobro povedala. Ampak daj mi povej, a je bolelo tako, mislim, koliko to boli? Pravijo, da ful boli operacija v nosu. To je bila ena, na primer, tudi, če zdaj spomnim, moja mama, je rekla, ne idi, prosim, moja prijateljica je šla, sploh ni mogla jesti, jedla je čez slamico, sem juhice pila, ni mogla se sploh stati s postelje in ona je mene ustrašila. In sem takrat šla temu, doktor Testen me operiral in sem rekla, Testenu, sem rekla, jaz bi šla, to je moja edina želja, življenjska želja, da si popravim nos, ampak mene je strah, jaz ne morem spati, ne morem se odločiti za to operacijo, sam zaradi strahu. Ampak, glej, na koncu me je ta človek tako pomiril, rekel, da to nič ni, dejansko mi obljubi, da ni bolečine, ker nos ni nekaj, kar mi čutimo. Pa je, da prsa ful bolijo, zato ker so del nas. Nos ni. Nos pa je ne čutiš, saj ga ne čutiš. Dejansko ga ne čutiš. To je res, ampak jaz sem slišala, da ti celo zlomijo tvoj nos in da te... A to res? Ja, res je, meni so ga zlomili. No, v glavnem, moja ampak dajo ti pač tiste, ne vem, injekcijo, da ne čutiš. Ne, to je splošna anestezija. Ampak to je bilo potrebno. Predstavljaš boksarjem, če je imuno res nekdo Ne, znam se. No, sorry, ko te prekinjam skozi, čisto sem se uživela, povej. Ne, jaz rečem, tisti strah me je vedno omejeval in jaz sem rabila en teden, da sem rekla, grem v to, Testen me je pregovoril. In sem dejansko šla tja, itak dobiš to premedikacijo, te malo umiri, tako da je bila tudi priprava na operacijo pol lažja. In potem itak nič ne veš. Ok, se ne zavedaš. Itak se nič ne zavedaš, ker si v splošni anesteziji. On je meni povedal, recimo ta anestezija. Ne vem, mislim, da ne 3 ure, 2. Ne, čakaj, on je rekel, da je operacija nosa traja nekje 1 uro, meni ga je delo 2, ker mi je tudi sokonico preoblikoval. Ja, dejansko je zelo hitro. In potem se pa itak zbudiš.
Jaz bi tudi rekla, da to, kak je nos, moraš biti kar mislim, specialist, da to narediš, da lepo izgleda. Jaz bi naredila hujško, ker je bil. Jaz sem rekla, edina stvar, kaj sem ga prosila, da ne izgleda preveč umetno. Veš, jaz nočem. Tako naravno. Jaz nekaj nočem, da ko me ljudje vidijo, da rečejo, tam ima umeten nos. Tega sem rekla, to je samo edina želja, prosim upoštevaj. Vsakemu čast. Zbudila se iz operacije, takrat tako je bil pri meni. Sem rekla, a je to, veš, jaz nič ne čutim, pravi on, počakaj, to je še vpliv zdravil. Sem rekla, v redu, isti dan sem šla domov, mislim, da 1 uro po operaciji sem šla domov. Ne ostaneš to kaj dlje časa? Nič, ker je bilo vse v redu, dobenih krvavitev, tudi tampone mi je takoj vzel ven, tako še nisem nič čutila. Kaj pa, ko si prišla domov? To jaz ti res povem, pač kogarkoli povem, mi ne verjame, ampak ta operacija mene 1 sekunde ni bolela. Noro, res. Dejansko. Pravi on, če boš vzela, imaš tukaj, mislim, da mi je dal nalgesina proti bolečinam, vzemi. Pa jaz gledam, sem rekla, kaj je to normalno, ampak mene res nič ne boli. Mi je lamal nos, mi je ravnal nos, vse. Dejansko sem imela odprto rinoplastiko. To je najhujša oblika. Ampak mene Renata nič ni bolelo. Vzela sem pa si pa tako vesela preobrazbe, ali kaj? Možno, dejansko res. A misliš, da je tudi placebo efekt? Glavnem, 2 tableti sem spila, ampak to samo zaradi glavobola. Ker glava te pa mičkeno boli, potem ta opornica gre čez 10 dni dol, mičkeno imaš te modrice in to je to. No, hvala za tvoje, da si delila to izkušnjo. Evo, če še katera dvomi, po mojem, si jo zdaj prepričala, da gre to narediti. Res, sploh nimam. Se pravim, če bi bolelo, bi rekla, boli, pač boli, ampak res ne boli. Super, hvala, Indira. Super si. Tako da, evo, mogoče te zdaj samo še na kratko vprašam. Veliko vprašanj pač dobim, kaj v bistvu ješ čez dan, pa kako recimo, kaj treniraš, pa v bistvu kako si oblikovati postavo. Veš kaj, jaz bom rekla tak. Mislim, še posebej se pravim, današnji svet gre vedno v ekstreme. In ravno kar sem 2 dni nazaj sem poslušala enega zdravnika, ko je rekel, veste kaj, zjutraj preden pojeste kosmiče, nujno pojesti 1 kos sadja. Za kosilo, ko imaš riž, zelenjavo, meso, prvo moraš pojesti zelenjavo, šele nato riž in na koncu meso. Ker vse posebej. In jaz sem tako njega poslušala, sem rekla, ljudje so že itak zmedeni, ljudje že itak ne vejo te poplave informacij, kaj bi sploh jedli in ti zdaj tu še ljudem razlagaš, v katerem vrstnem redu. Ne kompliciri sebi življenja, sem rekla, če se ti lušta ta čokoladca, pa pojej to čokoladco. Ampak pač gledaj, ne ješ vsak dan. A se ti še kaj recimo pregrešiš? Itak, da se pregrešim, saj sem človek, saj sem ženska, ki ima PMS, ki se ji lušta čokolada, itak, da ješ. Se pravim, tudi zdaj nimam neke popolne postave, ampak sem zadovoljna v svojem telesu. Da se počutiš in to se tudi odraža na tebi, to je tisto, kar šteje po mojem. Ker ne vem, kako je pri tebi, ampak jaz sem zdaj res mečkam popustila, tako mislim pri treningih, malo sem bila bolna, malo me izdela, pa malo sem se utrudila in ne vem, kolikrat ti recimo na teden treniraš, pa ne vem, zgodno ne vem motivacija. Da povem sem en primer jedilnika na dan, ker to verjetno ful punc zanima. Hidrate jem vsak dan. Res? Dejansko jem hidrate vsak dan. Zjutraj pojem, bom rekla, zdaj ko se pripravi na poletje, namesto 50 gramov kosmičev pojem 30. Tu pri tem pazim. Pri tem pazim. V glavnem, moj favorit obrokov, zajtrkov je ovsene kosmiče skuham v mleko, lahko je to rastlinsko, lahko živalsko, kakorkoli, tu nimam neki zdaj. Potem dam merico proteinov, ampak samo zaradi okusa, ne zato, ker bi rada ne vem kaj. Da je malo sladkast. Ja, da je bolj sladko. Če ne preveč tak mokast. To. Pa še taki čokoladni okus ima. Pa malo sadja, najrajši imam višnje. Se pravi, veš, kad pravijo, ne, sadje ne jesti. Itak, da je sadje. Jaz pravim, glih Nives mi je včeraj razlagala, človek bi mogel pojesti na dan 4 kose zelenjave, 2 kosa sadja, pa nujno ne vem, zdaj sem pozabila točno koliko kosov, ampak beljakovine nujno jesti. Se pravi, so beljakovine. Tako da imej nek sorazmerni delež, ne vem, da poješ zjutraj višnje,
zdaj si izmišljujem, višnje, potem za malico čez dan jabolko ali pa banano. Glej, toliko, da poješ 2 sadja, pa 4 kose zelenjave, če si to naredil, je super. To je super, vidiš. Ker veš, jaz sem tak človek, že tako po naravi, jaz tako ful sladkega sem jedla. Sej, a veš, pri meni je bilo tako, jaz sem ogromen sladkar, recimo tako pojem 100 gramov na dan. Ja. Ampak veš, pri meni je druga stvar bila. Jaz sem imela suhe rokice, nogice sem zdaj še uspela s treningi nekako malo bolj, veš, da so nekako oblikovane, ker sem imela čist suhe. Pribušček sem pa vedno imela, a veš. In, to je tak tip postave. Ja, ampak veš, po meni je zaradi čokolade, ko sem jo prekomerno jedla. Ja, jaz rečem pa, čokolada se ni nič narobe, če poješ čokoladico. Ampak, če pa to gre čez meje normale, pa itak se pol tudi rediš, vpliva na kožo, vpliva na prebavo, vpliva na, mislim, zakisanost telesa, veš, pa tudi na samo podobo itak. Ampak najbolj na teza rečem, če kako vpliva na telo, tako da že zaradi tega ne jedi preveč sadja. Mislim sadja, čokolade. Ker potem ti bakterije v črevesu se razmnožijo, te slabe bakterije v telesu v črevesju se razmnožijo in zakisa ti telo. In ti tudi, če telovadiš, karkoli da delaš, ali pa tudi, če ful vitaminov ješ, to ne gre v telo, ampak gre samo čez tebe, ker imaš slabo prebavo, si non-stop napihnjen, se slabo počutiš, bla, bla, bla. V glavnem, sladko je zelo slabo, ampak ni problema, če tudi malo poješ, malo. Malo, a ne, koliko? Eno kockico. Na dan, ampak izogibi se pa res preveč. Preveč, okej. Najlepša hvala, Indira, no, da si bila moja gostja, zdaj ne vem, bi mogoče še kaj dodala. Jaz bi še kar jaz bi s tabo itak bila, še 2 uri. Ampak mama še za odgovori, da bova poslali, jaz bi to s tabo bila lahko celi dan. Tako bi mogla en tako turbo dan organizirati, jaz pa ti, pa Nives pa še ene par punčka smo take fajne, da se malo družimo. Če boš kadarkoli kaj organizirala, kar pokliči. Z veseljem. Itak, ti tudi, če boš karkoli imela kakšen dogodek, ne vem, na temo samopodobje, česarkoli, da se dvignemo, podpiramo punce med sabo, kar pokliči. Takoj. Tako da smo zmenjene, evo. Hvala ti za povabilo še enkrat. Hvala tebi, tako da. Ja, mogoče še en samo kratek nasvet, kaj bi svetovala puncem, ne vem, nasplošno za uspeh, samopodobo in nasplošno zadovoljstvo v življenju. Veš kaj, najbolj to, da si najdejo cilj, kar bi rade počele. Zdaj, tudi, ne vem, lahko je to cilj za službo, lahko je to, kar jim postavlja, mislim, kar jim pač predstavlja uspeh. Lahko je to služba, lahko je to, ne vem, cilj do poletja 10 kilogramov, lahko je to cilj, da dobiš neko določeno službo, cilj, ne vem, kakršenkoli. Zastavi si cilj in delaj proti temu. Pač ne dovoli nikomur ti karkoli govori. Če imaš ti začrten cilj, se pač tega drži. Delaj v tej smeri, da si srečen, da si zadovoljen s svojim telesu, ker če si zadovoljen, če si samozavesten, ti bo vse drugo ratovalo. A ne? Verjetno iz svojih izkušenj tudi veš. Glej, kakšen je tvoj ožji krog ljudi, ker ti so zelo pomembni na tvojo samopodobo, na tvojo srečo, na tvoje počutje. Poslušaj sam sebe in delaj proti tej smeri, da ti rata, no. Točno to, evo, tako da ti si nam lahko velik navdih, zato sem te tudi konec koncev med drugim povabila, pa da širila malo pozitivne energije, ne. Tako da najlepša hvala za tole kavico. Bova pa odgovorili še na Instagramu vprašanja. Lepo se imejte, čau.